Lahko noč, umiti zobki. Slovenska ljudska kača pod kamnom. V sosednji vasi v Češnicah so laze in v lazih se pri neki hiši pravi pri Poličarju. Nekega dne je Poličarica rekla možu Poličarju: V mlin boš nesel, vsega je zmanjkalo, nimam čisto nič, tudi za močnik ni več pri hiši, pravi. Kar zadeni žakelj na ramo, pa ga boš nesel k Boščku v mlin. In najbolje, da še počakaš, če ne bo jedla samo krompir, ko prideš nazaj. No, in tako je Poličar naložil žakelj na ramo in šel čez gozd. Sredi gozda pa je bil velik kamen, ki so mu rekli Počivalnik, in na katerem je vsak počival, tako da je žakelj odložil in si malo oddahnil. Tudi Poličar se je ustavil in si oddihoval, ko od nekod zasliši glas. Pomagaj, zdaj me bo konec. Posluša in pravi. Sem to slišal ali kako? Ni mogel verjeti. Še malo počiva, pa spet zasliši. Pomagaj, zdaj me bo konec. Nekje čisto blizu, tako da je dal oprto z rame in šel po hosti pogledat. Pravi. Gotovo je kak človek. Morda se mu je kaj naredilo. Ali je kaj padlo nanj ali kaj drugega, da tako na pomoč kliče. Pa ni bilo nikjer nikogar, vse lepo tiho. Pravi. Čudno, odkot ta glas? Gre nazaj k kamnu, prime oprto, da bi dal žakelj na ramo, pa spet. Pomagaj, zdaj me bo konec. In ravno pod kamnom. Je pa hitro žakelj postavil na stran in se oprl in kamen prevalil, saj je bil močan dedec. Izpod kamna se je zavalila tolikšna kača, da ga je kar strah postalo. Ves je bil bled, kača pa je spregovorila. Poličar, ti si me smrti rešil. Glej, pravi. Ko bi tebe ne bilo zdaj tule, pravi. Tale kamen me je tako tiščal, da bi krepala notri pod njim. Zdaj, ko si me smrti rešil, te bom za plačilo pa pičila. Ja, pravi Poličar. Lepo te prosim, kaj je to kakšna dobrota? To za plačilo? Ja, kaj se to pravi? Ti bi me morala nagraditi ali kaj drugega, ali vsaj v miru pustiti. Ne pa, da me za plačilo pičiš. Ja, pravi kača. Tako ta svet pelja. Usekala te bom, pa kar takoj. Poličar toliko, da ni pred njo pokleknil, ves bled in prestrašen. V takem ni bil še nikoli, pravi. Lepo te prosim, kača, prizanesi mi toliko, da bi vsaj malo tu po hosti šla. Če dobiva kakega sodnika, bo pa razsodil, kdo ima prav. Ali imaš prav ti, ali pa jaz? No, pravi kača. Dobro, kar pojdiva. In sta šla. Poličar žakljem, kača pa zraven, da ga je bilo kar strah. Kot žrd se je motala ob njem. Pa srečata nekega psa. Kača ga ogovori in mu pove, kako jo je kamen tiščal, kako jo je Poličar rešil in da ga bo za plačilo zdaj pičila. Ja, pravi pes. Čisto pravi tako. Kar piči ga. Jaz sem bil eden najboljših psov na Bogenšperku. S samim graščakom sem hodil na lov in zajce lovil.
Ko sem se postaral, so me pa zapodili z gradu in zdaj ne vidim več, ne slišim več in čakam, da poginem. pravi. Ja, kar vsekaj ga. Poličar spet v smrtni nevarnosti. Lepo te prosim, kača, to ni bil pravi sodnik. Pojdiva še malo naprej, do drugega, da bo vsaj malo po milosti razsodil. Kači je bilo prav in šla sta naprej. Zdaj srečata pa nekega konja, tudi ta ni mogel nikamor več. Kača ga ogovori, takole pravi. Tale človek me je rešil, ko sem bila notri pod kamnom ujeta. Vpila sem na pomoč in je odvalil kamen in me rešil smrti. In zdaj, za plačilo bi ga jaz pa pičila. Konj pravi. Čisto prav, kar vsekaj ga. Tako ta svet pelja. Pravi. In jaz sem bil eden najboljših konj na gradu, sam graščak me je jahal. Ko sem se postaral, so me pa pretepli in zapodili z gradu. In zdaj naj tule v gozdu konec vzamem. Ja, kar piči ga. Poličar v smrtni nevarnosti. Dol je pokleknil in prosil kačo. Kača, Pravi. daj, da pride še en sodnik, da bodo trije. Če bodo vsi trije tako razsodili, potem me pa kar piči. Kača je bila zadovoljna. Spet sta šla naprej po gozdu, poličar z vrečo na rami, kača pa zraven njega. Kar groza ga je obhajala, ko se je tolikšna kača vila ob njem. Sta srečala pa lisico. Kača jo bršo govori in ustavi, pove, kako jo je kamen tiščal in kako mora zdaj poličarja za plačilo pičiti. Poličar ves bled, lisica pa pravi. Majčkeno počakaj, Pravi kači. pridi poličar, malo sem na stran. Poličar je stopil k lisici, lisica pa. Mi boš dal zvečer 2 kokoši? Potem bom govorila tako, da bo dobro zate. Jej, Pravi poličar. ne samo 2, vse do zadnje, samo da me reši smrti. Veš, da je človek več kot pa kura. Pa pravi lisica potlej kači. Ti, takole je. Pravi. Če hočemo biti pravični in pravilno razsoditi, pojdimo nazaj na lice mesta. Ti se boš ulegla pod kamen, jaz bom pa dobro pogledala, kje te je kamen tiščal. Če te je res kamen tiščal, potem ga boš lahko pičila. Če te pa kamen ni tiščal in ga hočeš pičiti kar tako, pa ne bo šlo. Pravi kača. Kar, dobro je, le pojdimo. In so šli. Kača, poličar z vrečo in lisica. Ko pridijo do počivalnika, pravi lisica kači. Zdaj pa le noter, pod kamen lezi. Kača se je zmotala pod kamen, ko je bila notri, pa pravi lisica. Poličar, zdaj pa lepo nalahno kamen gor deni, jaz bom pa gledala, kje jo tišči. In je poličar zavalil kamen na kačo. Ko ga je zavalil, kača spet notri pod kamnom zavpije. Pomagaj, zdaj me bo konec. Pravi lisica poličarju. Kar pusti jo in pojdi v mlin. Če bo zdaj kamen privzdignil, te piči zagotovo. No, in tako je šel poličar k Boščku v mlin in domov po drugi poti, ne mimo počivalnika. Ko je prišel domov, je bil ves began, ves prestrašen, kar ulegel se je od vsega hudega in ni ženi nič povedal, da pride lisica po kokoši. Zmračilo se je in lisica je pogledala v vežo. Poličarica je ravno kuhala večerjo. Ko jo je zagledala, je rekla. Prekleta lisica, si spet prišla po kokoši.
in je vzela preklo in je šla za njo, da jo nabije. Lisica je odšla, plačila pa ni dobila. Zato še danes hodi k tisti hiši, še danes krade kokoši, ker jih ni dobila takrat, ko bi jih morala. In počivalnik še dan danes stoji in si ga nihče ne upa privzdigniti. Kdo ve, morda je še zdaj kača notri pod kamnom. Lahko noč, umiti zobki.